Si ga privoščijo, fantje, ne? Tole, kar vidite za nami, je 17 od 18 kandidatov za slovenski avto leta in namen današnjega v bistvu druženja ni spoznati te avtomobile, ampak na nek način utrditi svoje znanje, prepričanje, katere od teh avtomobilov bomo mi, mediji, poslali v finale za slovenski avto leta. Ja, tak visokotehnološki sestanke s tem upravam, vedno je fajn vse kandidate zbrati, jih postaviti na eno mesto. Vsak avto ti en za drugim lahko pove svojo zgodbo. Da ne bova midva preveč govorila, dajva koga ustaviti pa ga vprašati. Čakaj, nekaj moram še povedati, nekaj mi še dovolj. Vedno je pa tradicionalno se pa dobimo na tem asfaltu vozniških znanosti v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Zato seveda, da lahko tudi kakšen novink malo bolj zarobimo. Malo ga napilaš. Poglej levo, desno. Daj enega ustav, no. Prvič imamo med žiranti damo. Kaj bo tvoj pogled prinesel na ta avtomobilski svet? Saj ti veš, da jaz ne delim poglede na moške pa na ženske, ampak jaz mislim, da je v številkah moča, ne? In več nas imamo, več mnenj lahko soočimo in jaz upam, da bo tudi ta raznolikost nekaj prinesla. No, pa nekaj rdečih las. Kepca, uživaj! Ajde, hvala, adijo! Čakaj, nekaj te moram vprašati. Povej mi, si med mlajšimi žiranti v izboru za slovenski avto leta, a bo tvoj pogled na finalista ali pa zmagovalca kaj drugačen od stare garde? Veš kaj, mogoče sem iz tehnološkega vidika malo bolj zahteven, sploh v kabini, ampak za pogonske sklope pa pri elektriki pa mislim, da sem vsem bolj na strani stare garde, kakor si rekel. To mi deli. Ajde, piči. Adijo. V zadnjem času si vozil kar nekaj zanimivih kitajskih avtomobilov. Kako na to ti gledaš na to, da se je zgodil preplet evropske, kitajske tehnike oblikovanja, pa da prihaja mobilnost iz vzhoda k nam? Ja, danes je to neka eksotika. Nekoč smo tudi podobno gledali japonske avtomobile, pa smo danes na njih že navajeni. Ampak vse, pod to kitajsko neko lupino se skriva tudi ogromno evropskega znanja. Videl sem te, da zelo napadaš stožce, a mora biti slovenski avto leta dinamičen avto po tvoje? Ja, odvisno od vozniškega okusa, ne? Ampak moj okus je recimo tak, da bi že po tem kratkem slalomu nekateri avti izpadali iz izbora. Kolega Perkovič, Živijo. a pri avtomoniji vedno na testu še pogledate pod motorni pokrov? Seveda, zakaj pa ne, da vsaj vidimo, kaj točno je spodaj, ne? Ali je elektrika, ali je bencin, ali dizel, ne? Ali pa hibrid na koncu koncev. A se ti zdi, da je naporno, navdihujoče, zanimivo, da živimo v dobi tako raznolikih pogonov? Fajn je, zagotovo, da ima vsak svojo izbiro, ne nazadnje. Ne zaradi drugega, ampak ja, upam, da se bo to tudi tako ohranilo naprej. Miha, oprosti, nekaj te moram vprašati. Izvoli. Slovenci očitno imamo kupno moč, kupujemo stanovanja z gotovino, pa mi povej, a tale avto premijskega razreda je lahko slovenski avto leta? Najprej bi skoraj rekel, da ne, ampak je pa res, da so se vsi avtomobili tako zelo podražili, da danes praktično, če bi gledali primerjali plačo ali pa avtomobil, praktično ne bi mogli izbrati slovenskega avta leta. Je pa res, da pri teh avtomobilih pa dejansko vidimo tehnologijo, ki jo bomo dobili potem tudi v drugih dostopnejših avtomobilih. Veš, kaj še jaz vidim? Da ga kar nočeš dati iz rok, se mi zdi. Veš, kaj vedno znova me preseneti? Mešanje teh avtomobilskih genov. Kaj se dogaja z avtomobilskimi klasikami? Zdaj Espas ni več Espas. To je recimo največja primerjava. Zdaj SUV ni več SUV, oziroma športni terenec ni več športni terenec. Limuzina, tole ni več limuzina, ampak je neka mešanica med hatchbackom in fastbackom. Avtomobilskih klasik pravzaprav ni več. Vse, kar je mešanica tistega, kar se dobro prodaja in mešanica tistega, kar ljudje, oziroma kar inženirji in oblikovalci mislijo, da se bo dobro prodajalo. No tako, to je bil en tak zanimiv vpogled v zakulisje našega dela avtomobilskega novinarja, da vidiš, na kakšen način se združimo, zberemo in strnemo vtise, pa malo nadgradimo že obstoječe znanje. Pa ne pozabiti, tokrat smo malo spremenili sistem. Finaliste zberemo avtomobilski novinarji, tisti, ki imamo konec koncev z vsemi avtomobili, ki si jih ravnokar videl na tem posnetku, največ opravka, pa največ stika. Ampak glas vseh tistih, ki pa spremljate skozi medije, ki sodelujemo pri finalu,
pa ostaja zelo pomemben, ker ko pride na vrsto finale in odločanje o tem, kateri od 5 finalistov bo pa dejansko postal slovenski avto leta 2024, no tam pa vaš glas ostaja. In to je to. V naslednjem videu, ki ga bomo pripravili na to temo, no takrat bo šlo pa že zares, takrat bomo pa že imeli 5 tistih. Zato smo pa danes tukaj. Kakšno stvar napišemo, da se dol usedemo, da dobro razmislimo, kateri si zasluži vstop v finale. Evo, za konec je pa še Sonček pokazal. To je to.